Iz današnje epizode Miha Lobnik. Ena od bolečih točk je pa pravzaprav premikanje v javnem prostoru. V zadnjih letih se je veliko naredilo na spremembi te cestne infrastrukture, od pločnikov, prilagajanja. Obstajata pa dve pomembni področji, in to je javni medkrajevni promet in seveda železnice. In Katarina Brvar-Strnad. Potrebujemo to transformacijo iz formalne in materialne enakosti, torej te, ki je procesna, bom rekla, kako smo enaki pred zakonom in kako imamo različne ukrepe, ki naj nam bi zagotovili to enakost, v to vključujočo enakost. Torej, ko v bistvu moramo razmišljati ne o invalidnosti ali oviranosti kot taki, ampak kako je oseba obravnavana v sistemu, kako je vanj vključena in kako se v njem znajde. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Kot ste v našem podcastu že večkrat slišali, se zagovornik načela enakosti zadnja 4 leta intenzivneje posveča različnim vidikom dostopnosti za osebe z invalidnostmi. Od fizične dostopnosti, torej dostopnosti grajenega okolja in prevozov, komunikacijske dostopnosti, ki omogoča, da lahko ljudje sprejemajo in izražajo informacije na njim prilagojen način, socialne in kulturne dostopnosti, kjer gre za omogočanje dostopa do skupnosti, kulture, izobraževanja in zdravstvenega varstva, do pravno-politične dostopnosti, torej enakega dostopa do pravnega varstva, volitev in političnega udejstvovanja. V današnji epizodi bomo najprej besedo 2 rekli o dostopnosti prevozov, posebej medkrajevnih avtobusov in vlakov. Kasneje pa bomo spoznali priročnik za zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti v uradnih postopkih, ki so ga izdali pri Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja in ki obravnava predvsem institucionalno oziroma proceduralno dostopnost. To je dostopnost storitev, postopkov in ustanov. Aktualno pri zagovorniku. Zagovornik načela enakosti je leta 2023 izdal 2 posebni poročili, ki sta prikazali presek stanja na področju nedostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno in senzorno ovirane. Decembra 2020 se je namreč iztekel zakonski rok, do katerega bi morali biti avtobusi dostopni vsem. Decembra letos pa se izteka rok za prilagoditve vlakov. Poročili sta pokazali, da smo daleč od izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz zakona o izenačevanju možnosti invalidov iz leta 2010. Zakon je sicer v slovensko zakonodajo prenesel principe in vrednote Mednarodne konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2008. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. V 15 letih, odkar smo pristopili k konvenciji, smo najprej zelo hitro kot družba sprejeli zakon o izenačevanju možnosti invalidov in tam zelo dosledno prepisali pravzaprav načela dostopnosti v družbi, načela, ki v praksi omogočajo ljudem z invalidnostmi, da polno sodelujejo v družbenem življenju. To pomeni, da imajo dostop do vseh inštitucij, do vseh lokalov, kamor ljudje pač sicer zahajamo, da se lahko izobražujejo, da lahko sodelujejo v kulturnem življenju, da lahko delajo, da hodijo v svoje službe in uporabljajo seveda vse socialne in zdravstvene storitve. In cilj je družbo prilagoditi tistim, ki zaradi različnih razlogov so bodisi na invalidskih vozičkih, bodisi imajo drugačne ovire pri gibanju zaradi slepote, težav z sluhom,
Skratka, družba se je začela prilagajati, ampak danes, po 15 letih, odkar smo ta cilj zapisali v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, seveda je točka, v kateri se zazremo v to, do katere mere smo se kot družba spremenili in do katere mere nam to ni uspelo. In kadar se ukvarjamo s takšnimi vprašanji, je to seveda vedno na nek način nelagodno, ker si moramo priznati, da imamo še veliko za postoriti na tem področju, da smo to dolžni, ker smo kot država prevzeli principe mednarodne konvencije in da smo to dolžni do vseh sodržavljank in državljanov, ki so danes živijo z različnimi oviranostmi. Da smo na ta način tudi solidarni in na ta način ustvarimo pogoje, da bodo njihove pravice zares pravice, ne pa samo na papirju. In pri zagovorniku načela enakosti smo zato že pred 3 leti začeli sistematično pregledovati, kje smo. Namreč zaskrbelo nas je, da smo na področju šolstva ugotovili, da je pred 3 leti samo 1/3 srednjih šol bila dostopnih za ljudi z invalidnostmi. Potem smo naredili še en širši pregled in ugotovili, da v splošnem prostoru vseh javnih dostopnih prostorov je več kot 1/4 pravzaprav nedostopnih še, ne. Ena od bolečih točk je pa pravzaprav premikanje v javnem prostoru, ne. V zadnjih letih se je veliko naredilo na spremembi te cestne infrastrukture, od pločnikov, prilagajanja, ne. Obstajata pa 2 pomembni področji in to je javni medkrajevni promet in seveda železnice, ne. Na železnicah sicer poteka proces menjave vlakovnih kompozicij, ki so že tehnično prilagojene, tako da vedno več je takih, kjer lahko ljudje vstopajo z invalidskimi vozički. Občasno se težave še pojavljajo, zdaj nedavno smo se začeli ukvarjati z problemom nadomestnih prevozov na železnicah, ker takrat, kadar avtobusi nadomeščajo vlakovne kompozicije, pa to ni bilo mogoče oziroma je bilo tako tudi komunicirano. Tukaj se lahko vendarle na nek način pohvalim resnost pristopa, ker so se železnice takoj odzvale na našo opozorilo, da je nesprejemljivo, da tudi oglašujejo na svojih spletnih straneh, da naj te nadomestni prevozi ne bi omogočali mobilnosti ljudem z invalidnostmi in da so začeli zdaj procese odpravljanja te nedoslednosti. Večji problem in večja inercija, v bistvu največji pa je medkrajevni potniški promet, a ne. To pomeni, da je že pred 5 leti, tam je bilo prehodno obdobje, dolgo 10 let, potekel rok, ko bi moral medkrajevni potniški promet postati dostopen za ljudi z invalidnostmi, ne. In zdaj se nam dogaja to, da si kot družba ne priznamo, da je to samo črka na papirju, a ne. Tiščanje glave v pesek na tem področju je simptom slovenske družbe in na to je treba ves čas opozarjati, predvsem treba pa to preseči. Namreč obveljala je paradigma, da naj bi bilo to bodisi predrago, prezahtevno in tako naprej in niso bili storjeni koraki, ki bi vodili v sistematično prenovo voznega parka tako, da bi tudi v medkrajevnem prevozu se lahko v avtobuse vkrcali ljudje, ki so na primer imajo bodisi invalidski voziček ali pa druge vrste težav v gibanju, ne. In tukaj je pač cela veriga odgovornih. Mi seveda obstajajo pilotski projekti, imajo neko dodano vrednost, ampak te nikakor ne zadostijo zahtevam, ki smo jih tudi v zakon zapisali, a ne. To pa je, da morajo imeti ljudje z invalidnostmi možnost, da z javnim prometom pridejo v drug kraj v Sloveniji. Bodisi na zdravstveni pregled, bodisi zaradi izobraževanja v šolo, bodisi zaradi obiskovanja službe, seveda, ali pa prostočasnih dejavnosti, kulturnih dogodkov, prijateljskih druženj, izletov in tako naprej, a ne. Večkrat je bilo v Državnem svetu, kjer je na odboru za socialo in invalide v komisiji Državnega sveta veliko razumevanje za to področje rečeno, da obstajajo seveda avtobusi, ki so prilagojeni, da je potrebno vozni park postopoma menjavati, ampak pri nas se niti to ni začelo kot proces in to nas lahko skrbi.
da pristojne inštitucije niso nobenega pogoja koncesionarjem, ki izvajajo medkrajevni potniški promet, na to teme postavile. Ne? Torej, niso ravnale v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo, kjer so vsi oblastni organi dolžni ustvarjati ne samo pogoje enakopravne obravnave v družbi, ampak ustvarjati tudi tiste ukrepe, ki bodo k enakopravni možnosti sodelovanja pripeljali tiste, ki so zaradi recimo njihove invalidnosti prizadeti. Torej tudi ministrstva v preteklih letih, ki v pogoju koncesije niso nikakor postavila tudi vprašanje dostopnosti za invalide, so opustila svoja dejanja svoje dolžnosti po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Čeprav smo jih na to opozarjali, mi smo že pred več kot 6 leti dali prva priporočila na to temo. Taka situacija zdaj, ko se decembra bližamo točki popolne uveljavitve zakona, je nesprejemljiva, zato moramo v zvezi s tem v Sloveniji zbrati pač to potrebno energijo in narediti prvi korak naprej. Seveda, ko govorimo o dostopu zaradi invalidnosti, imamo pred očmi ljudi, ki so na invalidskih vozičkih, so neposredno fizično ovirani, vendar ne smemo pozabiti, da se naša družba stara in da mnogi starejši imajo prav tako težave z gibanjem in je pomembno, da je infrastruktura temu maksimalno prilagojena, da lahko dosegajo nadstropja, da lahko prihajajo v kompozicije vlakov in avtobusov in podobno, da se lahko udeležujejo raznih prireditev in da to velja tako za starejše, to velja tudi kot mlade matere z vozički in za tiste, ki so samo začasno morda poškodovani in je ta sprememba infrastrukture pravzaprav za veliko ljudi pomeni olajšanje in izboljšanje in vključenost. Kako pa je v bistvu lahko dramatično to, si pač ponavadi ne predstavljamo za osebe, ki živijo z invalidnostjo, smo pa videli v času zdravniške stavke, ko niso potekali posebni pregledi za ljudi, ki pa imajo avtomobile prilagojene ljudem z invalidnostmi, ko so te praktično bili na tem, da bi izgubili službo, ker razen tistega njihovega avtomobila, ki je bil posebej prilagojen, s katerim so se lahko vozili na delo, seveda niso imeli javnega prevoza. Iz nekega kraja, ne vem, pri Mariboru, potem v pol ure z avtom oddaljen kraj je ta oseba hodila na delovno mesto, potem nenadoma ni alternative, ko avtomobila ni bilo. Tako da je že tako veliko ljudi, pravzaprav izjemno omejenih, se trudi na nek način, seveda z njihovo danostjo živeti in preživeti, ampak ni lahko. Posebni poročili o nedostopnosti medkrajevnih avtobusnih prevozov za osebe z gibalnimi in senzornimi oviranostmi sta na voljo na spletni strani Zagovornika načela enakosti www.zagovornik.si www.zagovornik.si v e-obliki brezplačno. Poglobljeno o diskriminaciji. Pri Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja so pred kratkim izdali priročnik za zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti vsem osebam v sodnih in drugih postopkih. Priročnik govori o institucionalni oziroma proceduralni dostopnosti, to je dostopnost storitev, postopkov in ustanov. Namenjen je informiranju vseh, ki prihajajo v stik z ljudmi z invalidnostmi v uradnih postopkih. O priročniku smo govorili z vodjo projekta Ano Bajt in vodjo centra Katarino Brvar-Strnad. Poslanstvo Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je dejansko omogočiti dostop do pravice in enakosti vsem skupinam v naši družbi. Torej tudi najranljivejšim, in prav te skupine v bistvu potrebujejo največ podpore in razumevanja za to, kaj pomeni vključujoča družba. Tako smo v bistvu iz svojih izkušenj izhajali, kako so posamezniki in posameznice obravnavani v sistemu, torej skozi vsa ure in številne pravne primere, ki jih obdelujemo.
smo ugotovili, da je ravno to vprašanje aktivnega sodelovanja, vključevanja, prispevanja v postopkih, v katerih so različni posamezniki in posameznice obravnavani, ključno, da se pač ta konča, uspešno zaključi oziroma da dobi nek epilog. In ljudje skozi te postopke potrebujejo različne oblike podpore. Če imajo oviranosti, toliko bolj. Tako da to je bila v bistvu odločitev za pripravo priročnika. Pa tudi v bistvu v več pogovorih, ker delamo različne raziskave, smo ugotovili, da tak priročnik res potrebujemo v slovenskem prostoru, ker tudi v bistvu pravni strokovnjaki na drugi strani se učimo prava, toliko manj pa tudi nekih mehkih veščin, kako govoriti s posameznikom, tako da se tudi mi včasih počutimo nemočni, kako nuditi pomoč. Tako da v bistvu to je predvsem namenjeno pravnim strokovnjakom. Ker pravna fakulteta tudi ne ponuja teh znanj in veščin v času študije. Torej, priročnik ni namenjen direktno ranljivim skupinam, osebam z invalidnostmi, ampak sistemu okrog oseb z invalidnostmi. Tako je, priročnik ni namenjen osebam z oviranostmi, temveč strokovnjaki in strokovnjakinjami, ki se srečujejo v različnih postopkih s temi osebami. Komu recimo konkretno? Recimo mogoče od prvega stika recimo s policijo ali pa na upravni enoti, centri za socialno delo, se pravi socialne delavke, lahko pa tudi širše kasneje na sodnih obravnavah, odvetniki, zagovorniki, kolizijski skrbniki konec koncev. Naslov priročnika je Priročnik za zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti vsem osebam v sodnih in drugih postopkih. Kaj pomeni ta naslov? Lahko pojasnite? Ja, torej, da predvsem jih ne omejujemo na točno določene postopke in da so to veščine, ki niso omejene zgolj na tiste postopke, v katerih je to predpisano, ampak močno svetujemo in priporočamo, da o tem razmislijo prav vsi udeleženci, torej tisti, ki vodijo te postopke, o tem, kako približati obravnavo ljudem, osebam z oviranostmi. In tudi mogoče, veliko smo se v bistvu ukvarjali s tem naslovom, no? Mogoče cele 2 uri na enem srečanju in na koncu smo rekli, da tudi ne bomo poudarjali osebam z oviranostjo, ampak vsem osebam, zato ker recimo gre tudi za starejše, recimo kakšne babice, detki tudi ne slišijo, pa mogoče se ne vidijo kot osebe z oviranostjo, ampak v bistvu v praksi imajo to oviranost in tudi, da se mi v bistvu naučimo, da to oviranost imamo lahko vsi, ne samo tisti, ki imajo medicinsko priznano, ali kako reče, oviranost. Ker če je dostopno osebam z oviranostmi, je dostopno v resnici vsem. Tako je, ni nujno, da je ta oviranost že nekje predpisana, predvidena, ampak pričakujemo ali si želimo sistema, v katerem bi posamezniki in posameznice, ki vodijo postopke, bili na to pozorni, bili empatični, vprašali tudi konec koncev, kaj potrebujemo v postopkih, v katerih se znajdemo. In morda neka ta oviranost traja zgolj kratek čas, ampak če jo prepoznamo, jo lahko pač ustrezno naslovimo in kljub temu izpeljemo vse, kar je potrebno. V bistvu je, da se osredotočamo ne na diagnozo, ampak na potrebo. Na kratko. Ker v resnici vsi mi v življenju se občasno, ali pa vsi tudi mi gremo proti temu, da se nam povečujejo oviranosti in potrebujemo neke dodatne podpore. Tako, natančno tako. Dobro. Kje se osebe z invalidnostjo v sistemu srečujejo s težavami in ovirami? V postopkih, seveda. V postopkih se začne že, z dostopom do institucij, v katerih postopki se izvajajo, z razumevanjem obvestil, ki jih iz teh institucij dobivajo, za komunikacijo, ki jo morajo izvesti na vratih, z strahom, ki ga take institucije zbujajo, z dolžino in nerazumevanjem teh postopkov, z odnosom ljudi, ki vodijo postopke do posameznikov in posameznic, tudi tistih konec koncev, ki nimajo oviranosti včasih, žal. In pa z razumevanjem nekega izida, to je prav kompleksnosti nekega odgovora, ki ga na koncu postopka od institucij dobijo. Tako nekako, ja. Fizične in komunikacijske ovire. Uporabljate izraz osebe z oviranostmi ali pa osebe z oviranostjo pri tem tematiziranju invalidnosti
imamo različne izraze, ki so uveljavljeni. Invalid, oseba z invalidnostjo, oseba z invalidnostmi, oseba z oviranostmi. Zakaj ste se odločili za izraz oseba z oviranostmi? Ja, to je tudi v bistvu plod enih par srečanj, kjer smo na začetku vedno odprli to vprašanje, ker namreč priročnik smo pripravljali skupaj z različnimi strokovnjaki in predstavniki reprezentativnih društev na področju in na koncu smo se v bistvu odločili za uporabo termina osebe z oviranostjo v priročniku, ker se nam je zdel najbolj vključujoč, tudi kot smo rekli prej, ne vključuje samo te medicinske struje, samo tisti, ki ima status invalida, ampak tudi druge osebe se lahko prepoznajo v tem. Pa v bistvu vedno smo tudi poudarjali že na začetku priročnika, da velja osebo samo vprašati, a je ok v bistvu izraz invalid. To je eno od prvih priporočil, da se z osebo samo v bistvu sogovornik posvetuje ali jo pač naslavlja kot oseba z oviranostjo. Ampak nam v bistvu se je zdela ta termin najbolj vključujoč. Tudi v priročniku je namenjen del raven predstavitvi teh različnih modelov in medicinskega modela in drugih in razložimo, zakaj smo se odločili za model utemeljen na človekovih pravicah. Zaradi tega, ker nekako potrebujemo to transformacijo iz formalne in materialne enakosti, torej te, ki je procesna, bom rekla, kako smo enaki pred zakonom in kako imamo različne ukrepe, ki nam bi zagotovili to enakost, v to vključujočo enakost. Torej, ko v bistvu moramo razmišljati ne o invalidnosti ali oviranosti kot taki, ampak kako je oseba obravnavana v sistemu, kako je vanj vključena in kako se v njem znajde. In to se nam zdi ključno in to naj bi ta priročnik pripeljal v te postopke. Tudi v bistvu s tem izrazom smo hoteli poudariti, da so ovire tam v svetu, nismo mi, v bistvu svet nas ovira, ne? Na način, kako so nam ga oblikovali. Tako da ovire so tam zunaj, ne v bistvu v nas. No. Ja. Tako kot nekako govori Mednarodna konvencija o pravicah oseb z invalidnostmi. Zdaj ti trije modeli, da pojasnimo za poslušalke in poslušalce. Imamo torej medicinski način pristopa, socialni in pa na človekovih pravicah utemeljen. Lahko recimo pojasnite, kakšne so razlike in zakaj je ta priročnik utemeljen na socialnem oziroma na človekovih pravicah utemeljenem modelu. Ja, torej predvsem smo se poskušali umakniti od tega nekega paternalističnega odnosa do razumevanja invalidnosti, ki je utemeljen na medicinskem in tako imenovanem tem dobrodelnem modelu, kjer v bistvu se mi počutimo, da smo nekaj naredili za to, ker smo osebo sprejeli ali pa na ustrezen način obravnavali. Ker vlada neka hierarhija. Tako. Na model človekovih pravic pa nas najprej postavi na enako pot in potem nam daje nalogo, da seveda skozi prizmo človekovih pravic, se pravi celega spektra od enakosti pred zakonom, nediskriminacijo, iz tiste točke izhajamo, ko nekoga obravnavamo in v resnici potrebujemo tudi več kot samo razumne prilagoditve, ki jih na primer predvideva zakon, ampak potrebujemo tudi našo človeškost. Neko empatijo, ki je včasih jo je težko predpisati. Tako. Zagotavljanje dostopnosti je velika tema, ker obsega številna polja. Ta priročnik pomaga, kako naj se tisti, ki se lotevajo tudi zaradi bližajočih se rokov, kako naj se lotevajo uporabe priročnika in zagotavljanja dostopnosti, kako se naj te teme ne ustrašijo, je vprašanje. Ja, želeli smo nekaj, kar bi imeli ti ljudje v postopkih pri roki. Ta izraz priročnik smo mi nekako prevedali iz angleškega izraza bench book. To je nekaj, kar je na mizi v trenutku, ko pač postopek teče. To pogosto uporabljajo sodniki v času sojenja. In je tudi zasnovan ne kot neko gradivo, študijsko ali pa, bom rekla, literatura za popoldan, temveč nekaj zelo praktičnega, ko odpremo v trenutku, ko se na primer pred nami pojavi oseba, za katero menimo, da bi na primer potrebovala nek ta pristop, pa enostavno imamo zelo praktične napotke, korake,
že v bistvu pripravljena vprašanja, torej gre nekako tudi za vodnik, smerokaz, kako naj postopek teče. Ja, nekatere smernice so bolj splošne narave, v bistvu jih lahko uporabljamo za različne skupine ljudi, potem so pa različni segmenti v priročniku, recimo kako komunicirati z osebami na avtističnem spektru, ADHD, tako da se lahko tisti, ki imajo pred sabo človeka, takoj posvetujejo s priročnikom in skočijo na relevantno poglavje. Nekaj časa je že od izida, čeprav je še vedno priročnik zelo svež, so že kakšni odzivi, pozitivni, kritični, kakršnikoli? Ja, v bistvu prejeli smo več vabil na usposabljanja za različne ciljne skupine. Eno bo recimo za področje policije konec leta, pa večkrat nas kakšni centri za socialno delo tudi povabijo na predstavitev, na tožilskih dnevih smo predstavljali, tako da potrebe definitivno so, bi pa tudi radi sami, da v bistvu več se tudi samo učimo s tem priročnikom, da ga ljudje res dobijo v roke, tako da mogoče kakšna tiskana verzija bi bila naslednji korak. In v uvodniku tega priročnika je tudi vabilo vsem, ki ga bodo uporabljali, da nam pišejo v zvezi z mogoče predlogi, kritikami, mogoče še kakšnim uporabnim nasvetom, ki je ga za vključiti. Tako da, glede na to, da gre za priročnik, ki je trenutno v e-obliki dostopen, pomeni tudi, da je seveda prilagodljiv, spremenljiv in zelo bi si želeli v bistvu odzivov tistih, ki ga bodo uporabljali, ker točno temu je namenjen, da je praktičen, uporaben in smiselen za vse. Sem prav razumel, da v paketu s priročnikom pride tudi lahko izobraževanje? Mi z veseljem pridemo tudi predstaviti vsebino tega priročnika, če je možno tudi z nekaterimi strokovnjaki in strokovnjakami, ki so sodelovali. Namreč nihče ne more bolje predstaviti oviranosti kot oseba, ki je gluha oziroma se z tako oviranostjo srečuje, ali naprimer slepoto ali gluho slepoto. Slišati to iz prve roke je neprecenljivo za katerkoli sektor in strokovnjake in strokovnjakinje, ki se s tem ukvarjajo. Torej smo odzivni in z veseljem sprejmemo vabilo. Ste torej upoštevali tudi načelo nič o invalidih, brez invalidov pri snovanju priročnika? Brez dvoma, to je bil precej, bom rekla, dolgotrajen proces, z veliko srečanji, z veliko vabili različnim organizacijam, predstavnikom teh organizacij, seveda iz spektra vključevanja oseb z oviranostmi in pač pogovorov na to, kaj naj bo v tem priročniku, kako naj bo zapisano. In potem na koncu še v obliki kratkih videov smo želeli narediti take, kot neke napovednike tega, kaj se v priročniku vse najde in zakaj je uporaben. Za konec, kje ga najdemo? V e-knjižnici na spletni strani pic.si. Upamo pa, da v kratkem tudi v tiskani obliki na mizah vseh tistih, ki ga potrebujejo. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi. Hvala. Torej še enkrat, priročnik za zagotavljanje dostopnosti in enakih možnosti vsem osebam v sodnih in drugih postopkih je na voljo na spletni strani Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja na naslovu pic.si. pic.si. V e-obliki brezplačno. To je bila 10. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili Ana Bajt in Katarina Brevar-Strnad z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja ter zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje, najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine. Ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si.
podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.